Živjo, danes sem ti pripravila resnično pomembno vsebino, ki ti bo pred septembrom prišla več kot prav. Najbrž tudi sama veš, da se septembra res dogajajo intenzivne energije in veliko je tistih ljudi, ki poročajo, da se jim prižigajo spet dvomi, strahovi, vzorci. In recimo to ni ena taka zaželena kombinacija, glede na to, da celo poletje nekako delaš na tem, da se regeneriraš, da se spočiješ, potem pa pride to na plano. Nič kaj prijetno, kaj ne? Zato sem ti danes z angeli pripravila vsebino, kjer smo se pogovarjali na temo, zakaj se to zgodi. Najprej razumeti zakaj in potem seveda v naslednji fazi, kako si pomagati. In sicer greva najprej kar na prvo točko. Septembra se res vrača nazaj stari vzorci, ki te lahko prestrašijo, ki ti lahko sprožajo neprijetne občutke. Ampak zakaj ravno septembra? Kaj je konkretno v tem mesecu? Mesec september je tak zaradi tega, ker se zelo dvigne, temu rečemo, dualnost energij. Čez celo poletje so energije resnično, take zabavne, pa greš sem, pa greš tja, pa je druženje, pa sediš na terasico, pa greš na morje, pa se vedno recimo nekako odklopiš, pa si več knjig privoščiš in tako dalje, ne? Potem pa septembra vsi nekako pričakujejo in od otrok in od odraslih, zdaj ste si pa spočili, zdaj morate pa na hiter začeti zelo intenzivno delati. Torej otroci grejo v šole, imajo nek nov razred, je neka nova energija in tako dalje. In zdaj, če greš ti recimo v energije, ki zdaj od tebe še več zahtevajo, kakor so prej. To pomeni, če vse rata ponovno, da se hiti, da zdaj pa treba prijeti za kram pa lopato pa delati. In če ti to energijsko narediš neko vzporednico s poletjem, ti začutiš zelo velik preskok med tema dvema oziroma en tak velik prepad. Torej, prej je bilo vse tako zelo sproščeno in recimo, če se res zelo sprostiš in greš potem v nove zahteve, ti zelo začutiš. Recimo, potem čez leto gre tako, da te zahteve, to hitenje se nekako, tudi če se stopnjuje, se ga nekako v podzavesti že navadiš. Tukaj je pa definitivno taka zelo velika prelomnica, ker ti začutiš, da je pa to drugače, kot je bilo poleti. Kaj se še zgodi? Druga stvar, ljudje so poleti zelo naravnani na ven. Grem s prijateljico, gremo sem, gremo tja, kaj se dogaja, kdo ima piknik, kdo se bo imel luštan, Ko se začnejo te večeri nekako krajšati in potem, ko s časoma, potem v oktobru začne seveda tudi zunaj postajati, manj sonca je, bolj postaja mrzlo in tako dalje, se vse skupaj začne na noter. To pomeni, bolj smo doma, ob večeri smo več doma in tako dalje. In seveda imaš v tem okolju več časa, da razmišljaš o sebi in vse se potem obrača nazaj noter nate. Še ena stvar. Veš, septembra je definitivno res tako, kot je za otroke. Vse otroci hodijo v šolo, pa grejo recimo v 5. razred, pa grejo zdaj v 6. razred. Še vedno so v osnovni šoli, ampak 6. razred ne bo enako kot 5. razred. To pomeni, zahteve bojo drugačne, bojo bolj intenzivne in enako je s poslovnim letom. Vedno recimo vsa podjetja in tako naprej imajo neke nove cilje septembra. Zdaj pa treba res prijeti za delo. In veš, komu to ne paše oziroma ne odgovarja? Ego to. Ego ne mara novih stvari zaradi tega, ker ne ve, kaj to pomeni. In če ego ne ve, kaj to pomeni in če se karkoli ustraši, potem se zelo naravna na to, da se zveže nazaj na stare vzorce, ki v neki fazi gostijo seveda strahove, mogoče preveč pričakovanj, pritiskov nate in tako dalje. Tako da tudi zaradi tega. Septembra se tudi zelo hiti. Je treba to zrihtati, je treba otroku to kupiti, je treba šolsko torbo, je treba to, moramo to zrihtati. Vedno, kadar imamo energijo hitenje, tudi recimo javni promet, če ga gledaš septembra, to vse, razumeš, kar brenči, razumeš, toliko je energij, takrat je veliko stresa prisotnega in to se čuti na kolektivni ravni. In če takrat tega ne veš in če si ne znaš pomagati, seveda to pritisne tudi na tvojo auro. Naslednja stvar, kar nam je že narava povedala, jeseni narava kaj dela? Odloži listje, torej začne se odlaganje listja. Tisto, kar narava ne potrebuje več, bo ona začela odlagati.
Težava človeka je to, da nikoli nekako ne posluša narave. Ljudje smo, kakorkoli že, smo že naravnani na to, da zelo težko spuščamo stvari. Torej, narava vsako sezono naredi nekaj drugače. Če se reče, jaz tega ne rabim in odloži. Človek pa tega ne mara. Ne mara spuščati, izpuščati, ne mara, spustiti tisto, kar ni za človeka. In vkolikor to delaš, vkolikor recimo neke jesenske energije pokažejo, da je čas, da nekaj spustiš, ti pa tega nočeš, potem bo to pritisnilo na vzorce, zaradi tega, ker ti dejansko kaj delaš? Energijsko kramo. A veš, akumuliraš stvari, katere pa ne rabiš oziroma niti nimaš prostora za njih. Tako da zato jesen bilo zelo dobro, da narediš eno tako večjo inventuro rečemo temu, in da odložiš oziroma pogledaš, kaj je tisto, kar je treba odložiti, zaradi tega ti ne bi pritisnilo na vzorce. Potem september je ponovno mesec zelo vezan na kariero in tudi na življenjsko poslanstvo. Tako da vedno se na septembrskem obdobju vprašamo, kaj je moje življenjsko poslanstvo. In zdaj imaš dve opcije. Vkolikor septembra res delaš ogromno na življenjskem poslanstvu, potem te energije zelo podpirajo. To ti moram povedati, res te zelo podpirajo. Ampak, če ti nič ne delaš na življenjskem poslanstvu, a pa hodiš v službo, recimo, ki jo ne maraš, potem bo ta pritisk se vračal spet nazaj na vzorce. Zaradi tega, ker potem bo tvoja podzavest iskala stvari, ki so stare, namesto da bi gledala, kaj lahko kreira naprej. Tako da življenjsko poslanstvo je tukaj zelo pomembno. Kako veš, če te mučijo vzorci? To je recimo vprašanje, katerega jaz velikokrat dobim. Krisi, kako jaz vem, da me mučijo vzorci? Jaz ti nekaj povem, če te mučijo vzorci, to veš. To ni vprašanje, a boš danes oblekel nekaj zelenega pa modrega. Če te mučijo vzorci, to absolutno veš. To čutiš, to te muči v tebi, o tem razmišljaš. Vse, kar se zunaj dogaja, primerjaš, analiziraš. Mogoče čutiš kakšno žalost, pa sploh ne veš, zakaj se ti to dogaja. Ampak če te mučijo vzorci, to veš, to ni vprašanje. In seveda se to kaže tudi v tvojih odnosih in v vsem okoli tebe, a ne? In kaj se bo še dogajalo, je? Lušten bo, ja. 9.9. prihaja retrogradni Merkur, pa ga spet bomo imeli. Torej, rikverc gibanje tega planeta. Retrogradno gibanje planeta Merkurja vedno prinaša, ne samo to, da prihaja na plano vzorci, ampak da vse skupaj rata ena velika igra iluzij. To pomeni, ljudje se kar naenkrat si hočejo nekaj povedati, pa sploh ne vejo, kaj si hočejo povedati in ponavadi en drugega ne razumejo, prihaja zelo veliko do konfliktov in tako naprej. Ker tokrat imamo neugodno kombinacijo zahtevne jeseni pa še retrogradnega Merkurja. Tako da jaz sem razmišljala, kako ti pomagati in seveda jaz imam za tebe, zdaj veš, zdaj vidiš znake, zdaj poznaš, jaz imam za tebe eno čudovito rešitev, če mi boš seveda zaupala. 2.10. se retrogradni Merkur konča. Prav 2.10. torej 9.9. se začne, 2.10. se konča in 2.10. ko bo konec retrogradnega Merkurja, bom jaz s tabo delala, ko se ta iluzija umakne, bom s tabo delala nekaj večjega. In sicer te tokrat vabim na tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev. To je 4-mesečni tečaj na spletu, povsem si anonimna, nihče ne ve, kdo si, kjer bova delali ravno to, kaj so tvoji vzorci, iz kje prihajajo, zakaj so se rodili, kaj ima tvoja družina s tem, zakaj dvomi, zakaj strahovi, zakaj težki odnosi, kako to reševati, kako na to temo meditirati, kaj to pomeni za tvojo psiho, kako je tvoja psiha sestavljena, kakšne so tehnike in principi, da te vzorce razrešiš. To je res obsežen in visoko učinkovit tečaj, ki je res za vse ljudi, ki so se ga udeležili, prenesel to, da so si spremenili življenje. Tako da pokukaj na potovanje duse.si, vkolikor te ta vsebina sedaj nekako prebudila, da to potrebuješ. Jaz mislim, da bo ta jesen odločilna, da se to zgodi zdaj. Tako da prijavi se, jaz ti bom pomagala, imaš moje mentorstvo, mojo podporo in še marsikaj. Razišči tečaj in želim ti eno čudovito jesen. Lepo se imej.